Dober večer. V vrtinec Evropske prestolnice kulture se je zavrtelo še zadnje partnersko mesto Ptuj. In sicer je bil obrat v znamenju pustnega lika Kurenta in gledališko-glasbenega projekta Kurentova svadba. Glasbeno-gledališka predstava Kurentova svadba, s katero Ptuj kot zadnje partnersko mesto vstopa v Evropsko prestolnico kulture, izhaja iz ptujske etnografske dediščine, ki si v predstavi podaja roko z urbano pop kulturo. Literarno izhodišče pisatelja Zdenka Kodriča je mitološki Kurent, zgodba, ki se vrti okoli ženitve dveh mladih ljudi, ki med svati srečujeta različne etnografske like, je splet realnega in mitskega. Ta mladi par, ves čas na svoji poti, ves čas išče neko izhodišče, nek uvinek, da bi mogoče lažje skozi življenje, da bi lažje preživela življenje. Ampak tega se enostavno ne da, zato ker kar naprej srečujeta pokače, orače, piceke, ruse in tako naprej, ki jih pa prepričujejo, da je življenje zmes realnega in tudi nekega nerealnega. Skratka, nagovarjata ju, da bi verjela svojemu pogledu, predvsem pa ljubezni in radosti. Kurent pravzaprav z nekega mitskega stališča nagovarja ves čas, ne samo takrat, ko ga vidiš, ampak Kurent ima neke, bi rekel, zgodovinske vrednosti. Jaz, ko sem pisal ta tekst, sem se nekako opiral na 4 stvari. Prvo seveda na Kurenta, njegovo izročilo, potem me je zanimala boginja Kibela iz slovanske mitologije, potem me je zanimal starorimski komediograf Plavt zaradi svojih igrivih besednih iger in potem me je še zanimala Mitra kot bog svetlobe. Predstava se z glasbenimi songi, ki jih je napisal Borut Gombač, v glasbi pa Gregor Strmecki, spogleduje z mjuziklom. Ta projekt je drugačen od ostalih, mogoče po čem tudi spominja. To ni mjuzikl, klasičen mjuzikl broadwayskega tipa, ampak je nekaj med predstavo in koncertom en zanimiv spoj. Mislim, jaz do zdaj še kaj takega nisem delal, pa tudi pri nas nisem videl. Niti ni klasična prireditev podobna proslavi, ki bi lahko v takem primeru, kot je zdaj otvoritev Evropske prestolnice kulture na Ptuju, pač to bilo, ampak je nekaj drugega. Intimni prizori, potem seveda predstavitev teh mask, ptujskih tradicionalnih, muzika, ki se v živo igra, in to je meni zelo inspirativen spoj in to čudovito prepletanje in zelo uživam, ko to delam. Žanrsko sem se pa poskušal, kar najbolj pomembno pri takšnih predstavah, verjetno, da je vsaka skladba, torej da se razlikuje. Tudi veliko različnih ritmov, različnih poudarkov, od balad do hitrejših, tako da to sem pa resnično opazil, da je raznolika, da tudi teče, da je tudi nek vrh. Mislim, da je napisana glasba za vokal, kar pa je danes zelo pomembno, velikokrat, prevečkrat skladatelji pišemo tudi preveč instrumentalno. Vedno je treba razmišljati, da to poje vokal, najlepši inštrument na svetu, in mislim, da je tu sem pa res se posvetil temu in tudi vedel sem že vnaprej, kdo bo to pel. Sem pa za ekipo glasbenikov potem pač to v realnost nekako spravil z aranžmaji in za tem, kar itak počnem že v pač drugih projektih, nekako ta stik ljudskega in urbanega in s spoštovanjem do ljudskega to nekako nadgrajevati počnem tudi že vrsto let pri RRI pa pri Sounds of Slovenija, tako da se mi zdi super, da smo uspeli. Predvsem jaz imam zelo malo izkušenj s tako velikimi predstavami, kjer sodeluje toliko različnih avtorjev, različnih umetnikov, če lahko temu tako rečem. In sem zelo presenečena nad sodelovanjem, nad tem, kako lepo se pretaka energija in komunikacija, in sploh mi je v čast, da sem lahko sodelovala z tako imenitnimi glasbeniki kot vsemi ostalimi.
tako stvar človek redko dobi priložnost. Poleg tega mislim, da ti tovrstni žanri pri nas sploh še niso nekako razviti oziroma, tako bom rekel, nimajo tradicije, ne. In tokrat pa jaz mislim, da se točno v pravem mestu, v pravem trenutku, v pravem času, skratka, se je zgodila ta sinergija vseh ustvarjalcev tukaj. Hvala Bogu, da je tukaj zdaj ta EPK 2012, ki je, bi rekel, na en tak žlahten način združil čisto vse ustvarjalce, tako glasbene kot gledališke, pa še ostale plesne ali pa etno material noter in ponudil zapakirano na tak način, da bo priljudno prav za vse gledalce. Glasbeno-gledališki projekti, katerih gonilna in idejna sila je ptujsko društvo Arsana, so na Ptuju zaživeli pred 2 letoma. Tokratni EPK-jevski projekt pa je nadgradnja v smislu številčnejše, kompleksnejše in v celoti avtorske predstave. Jasno nam je bilo, v bistvu mi je bilo zelo hitro že, kdo bi lahko bil za tak projekt, se pravi en veliki glasbeno-gledališki spektakl, ki smo si drznili poimenovati musical, art musical, zato ker združuje vse te elemente, v bistvu ni sicer tipičen broadwayski musical, je pa vseeno ena zelo velika glasbena predstava z bogato kostumografijo, scenografijo in projekt združevanja je bil res velik izziv, so se pa odzvali vsi umetniki z velikim veseljem, kot prvo, ker gre za Evropsko prestolnico kulture, kot drugo, ker so jim ti pustni liki zelo blizu, vsi jih poznajo ali preko karnevala ali preko televizije, izžareva eno magično moč. Ker koncertne dvorane na Ptuju nimajo, so predstavo z veliko mero iznajdljivosti postavili v športno dvorano pri osnovni šoli, z odlično scenografijo in kostumografijo pa ujeli vzdušje in videz gledališkega prostora. Vračamo se v nosilno mesto Evropske prestolnice kulture v Maribor. Ob ponatisu in novem nemškem prevodu romana Severni sij je bil mariborski literat Drago Jančar na Prešernov dan gost marsikaterega literarnega dogodka v svojem rojstnem mestu. Drago Jančar, dramatik, esejist in prozaist, eden najdejavnejših slovenskih književnikov dandanes. Ne opisuje se le na slovenski književni zemljevid, ampak tudi na literarne zemljevide sveta. Literat, ki ga lahko prebirajo v angleščini, nemščini in francoščini in še v katerem svetovnem jeziku. Literat, ki je znal biti kritičen in ga je to stalo prepovedi izdajanja knjig. Literat, ki zna v krogotok zgodovine pretanjeno vplesti človekov položaj v tem svetu, kot odsev zgodovinskih dejstev in vrtinca dogodkov naokrog. Njegov roman Severni sij je dobil naslov po meteorološkem sicer arktičnem pojavu. Leta 1938 je razsvetlil celotno Evropo in apokaliptično naznanil vse strahote in morijo, ki je sledila. In prav leto 1938 Jančar izbere za časovno umestitev svojega romana, ki je pravzaprav nastal ob prebiranju časopisnih arhivov. Če je za literaturo kakšna aktualnost mogoče na prvi pogled, ker stvari niso primerljive. Roman se dogaja leta 1938 tik pred svetovno vojno, ampak tudi danes ljudje čutijo neke tesnobe, neke negotovosti, pogosto ne vejo, niso prepričani, a bojo jutri še živeli tako, kot živijo danes, ali so živeli včeraj. Upam, da v tem smislu ni ta roman, ker je znova aktualen, preroški, da kaj takega prihaja. Jaz mislim, da ne. Ampak je pa občutje za posameznika zmeraj blizu tej neki negotovosti, tudi danes. Iz romana pred bralcem ne ostaja le junak Erdmann, ampak v spredje stopi mesto. S svojim labirintom ulic, mesto na bregovih reke Drave, prav posebno mesto, Jančarjev rodni Maribor. Imam v glavnem zelo lepe spomine, ne? In tudi na tisti čas, ko sem se kot mlad avtor tudi v študentskih letih formiral, začel brati, začel pisati. To je vse povezano z Mariborom in bolje pa je prišlo do nekega preloma, ampak zdaj se vračam raje v tisti del, ki je bil bolj simpatičen kot poznejši. V prenovljeni jezikovni podobi je roman dostopen tudi v nemškem jeziku. Pod prevod se podpisuje Klaus Detlef Olof, za izdajo je poskrbela dunajska založba Folio Verlag. Prvi nemški prevod, ki je Jančarja približal nemško govorečemu bralstvu, je nastal pred 20 leti v Celovcu. Urednik tega prevoda je dandanes Jančarjev zvesti bralec in predvsem dober prijatelj. Takrat sem spoznal tudi pisatelja Dragoja Jančarja in me je vprašal,
Se spomnim, deževalo je in meni je vprašal zunaj karavane, me je vprašal, a poznaš mesto M, poznaš Maribor? Jaz sem rekel, ja, saj sem čital knjigo, potem sva s taksijem šla iz Ljubljane v mesto M in sem prvič občutil ozračje tega mesta. Tisto pisanje Dragota Jančarja, ki je kot smola, ki teče iz drevesnih ran, to najdemo v vsaki knjigi. In predvsem ta občutek za svetle in temne robove človeškega obstoja. To čutimo v vsakem stavku. Nikakršna slučajnost ni, da je bilo eno od literarnih srečanj z Dragom Jančarjem umeščeno v Alojzijevo cerkev na Koroški cesti v Mariboru. Prav tamkaj je tista znamenita podoba Boga, ki nosi zemeljsko kroglo in ki jo Jančar omenja tudi v svojem romanu. Pride Jozef Erdman, človek, ki išče svoje otroštvo, ki išče nek svoj otroški spomin, ki išče neko svojo izgubljeno identiteto, kakor jo je iskala takrat vsa Evropa, identiteto, ki je drvela v pogubo, išče ta spomin in jo tukaj najde. V globino njegove besede sta se v hladnem zavetju Alojzijeve cerkve z avtorjem podajala Vesna Milek in dramski igralec Branko Jordan. Za svetlobno ambientalnost pa je, tako kot za svetlobne napise severnega sija po mestu, poskrbel scenograf Marko Japelj sodelavci. Spet se vzpostavlja neka družba nekih nesorazmerij, ki lahko v prihodnosti prinese velike napetosti. Ampak jaz nekako verjamem, da je evropska ideja in organizacija življenja v Evropi tako močna in učinkovita, da bo to nekako premagala in da bomo tudi mi to prekoslej čutili. Kulturne ambasade so eden od programskih sklopov Evropske prestolnice kulture. Mesec februar je namenjen Madžarski. V pretekli oddaji smo vam predstavili madžarskega pianista Gergelija Poganija. Tokrat pa vam predstavljamo Madžarsko v njeni likovni umetnosti. In sicer madžarskega op-art umetnika Viktorja Vazarilija, razstavo fotografij Budapest Pozitiv in razstavo unikatnega porcelana iz Žolnaja. Viktor Vazarili je madžarsko-francoski likovni umetnik, rojen leta 1906 v madžarskem mestu Peč, ki je leta 2010, tako kot letos Maribor in Gimarajš, prestoloval v kulturi Evrope. Vazarili je sprva študiral medicino, kasneje pa študij opustil in se popolnoma predal umetnosti. Vanjo je vnašal tudi elemente znanosti in tehnologije, razvijal geometrično, abstraktno in grafično umetnost, uvajal črno-bele podlage in napravil poseben samospev šesterokotnikov in osemkotnikov. Spogledoval pa se je s kubističnim, futurističnim in ekspresionističnim slikarstvom ter začrtal temelje optični umetnosti, tako imenovanemu op-artu. Viktor Vazarili az op-art pápája. Az ő nevéhez számos fogalom fűződik. Az ő nevéhez fűződik a kinetizmus, plaszticizmus, színes városok. Az ő célja az volt, hogy ne az alkotásait mutassuk be, hanem a jövő városait tervezzük meg az egyszerű emberek részére. Njegov opus se deli na več ustvarjalnih obdobij. Velik pečat je v njegovem ustvarjanju pustila tudi francoska metropola. 1930-tól, amikor Párizsba ment Budapestről, figurális periódust alkotott, ezekből itt látható jó néhány mű, ekkor alkotta meg a zebrákat. Ez a világon a legnagyobb zebrasor, ami itt és fent látható a teremben, a tigriseket, a bohóc, az arlekint, a tenisz. Díjat nyert Párizsba, így került ki, de csak egy évig ott maradt, és egy évig nyomorgott. Egy év után a legnagyobb cégek keresték meg, és kérték fel különböző gyógyszer és más ipari cégek, hogy készítsen reklámot. És így ott maradt. 1952-től a Denis René galériába állított ki, és onnan már világsiker felé haladt. Ő hozta létre a kinetikus alkotásokat, amelyeket szintén itt láthatunk, állandóan elmozdulnak a képek, ha megnézik őket.
Vazareljeve serigrafije, litografije in skulpture, skupno je razstavljenih 80 eksponatov, nadgrajuje pa jih še filmov umetnikov, ki ga je pripravila Kati Šepej, so iz zbirke budimpeškega zbiratelja Tiborja Šepeja. Slednji je postal neke vrste mecen vazareljeve umetnosti. 600 darab alkotás van, 600 művet kaptam, hogy mutassam világszerte be, és Spanyolországtól Indiáig több mint 50 országba sikerült ezt bemutatnom a közönségnek. Nagyon nagy örömmel jöttem ide, hisz ez egy óriási kulturális eredmény, hogy Maribor megkapta, ez a gyönyörű város, a világ fővárosa címet, és nagyon örülök, hogy eljöhettem önökhöz. Remélem, sok embernek adunk örömet, és emeljük az ünnep színetre, az ünnepnek a hangulatát. Okolica mesta Peč, natančneje kraj Žolnaj, pa je tisto mesto, ki je že 150 let tesno povezano s porcelanom. Tamkaj namreč Miklo Žolnaj leta 1853 na nogi postavil tovarno unikatnega porcelana, ki je kmalu zaslovila po vsem svetu. Okolico tovarne so v času Peča kot Evropske prestolnice kulture izoblikovali v kulturno četrt. Porcelan iz omenjene tovarne pa je bil nekdaj le na bogataških mizah. Krožniki, skodelice in vaze ter druge edinstvene stvaritve iz porcelana se trenutno vse svoje lepoti bohotijo v mariborskem Vetrinskem dvorcu. Prestižni in čudoviti porcelan je umetniški odposlanec in glasnik Žolnaja. Sklenimo ta likovni sprehod po madžarski umetnosti še z razstavo fotografij Budapest Positive, kar bi lahko v fotografskem jeziku prevedli kot Pozitiv Budimpešte ali Budimpešta v pozitivi. Gre za fotografski natečaj s štipendijo, ki ga že 10. leto pripravlja neprofitno budimpeško združenje za kulturo mesta Prokultura Urbis. Motivika natečaja je ujeti madžarsko prestolnico, njen utrip in njene mnogotere izraze ter obraze. Vse te s fotoaparatom zamrznjene podobe, ko gledo vabijo v Vetrinskem dvorcu do začetka marca. Tehát a Budapest Pozitív kiállítás a Budapest fotográfiai ösztöndíj 10 évétől eli fel. Tavaly nyáron hoztuk ezt létre a Magyar Fotográfusok Házában, a Mai Manó házban Budapesten. Oda szerkesztettük össze végül is ezt az anyagot, ami 10 fotográfus különböző látásmódján keresztül mutatja be 2000 után Budapestet. Az ösztöndíjat 2000-ben alapította a Prokultura Urbis alapítvány, közalapítvány, ami Budapest városnak a kulturális alapítványa, és azzal a céllal, hogy a város jelenét dokumentálják fotográfusok. We expect from this month that the Hungarian culture and even Hungary will have a benefit and the profit from that. That's hopefully we can raise the interest for Hungary. And maybe many would like to visit the country to see the cultural scene. In za konec še pogled proti arhitekturi, ki jo je močno zaznamoval socializem. V Mariborski umetnostni galeriji je namreč na ogled razstava nedokončane modernizacije, ki izpostavlja mejnike in vizije modernizacije mest v socialističnem obdobju nekdanje Jugoslavije in njenih naslednic. Več kot 20 let je minilo od razpada Jugoslavije, države, ki je vsako veliko svetovno prelomnico predelala skozi svojo travmatično notranjo transformacijo. Tako so bile na prostorih nekdanje Jugoslavije preizkušene različne ideologije, ki so se naslanjale na zapleteno zgodovino etnično, kulturno in civilizacijsko izrazito heterogenega ozemlja. Izložba nedovršene modernizacije bavi se transformacijama arhitekture i izgrađene okoline, gradova, urbanizma u socijalističkoj Jugoslaviji i u periodu nakon raspada socijalizma. Na izložbi imamo rad kod 23 istraživačka tima iz
5 od nekadašnjih republika Jugoslavije. U projektu učestvuje inače 6 partnerskih organizacija iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Makedonije i na neki način ovo je završetak, kulminacija više od 2 godine zajedničkog rada. Ova izložba je nastojanje da se po prvi put sveobuhvatnije problematiziraju arhitektura i urbanizam sa područja bivše Jugoslavije. Naravno, inzistirajući na tome da je bivša Jugoslavija bila kulturno heterogeni prostor koji se sastoji od različitih arhitektonskih škola, ali koje su djelovale unutar zajedničkog sociopolitičkog konteksta. Mi inzistiramo na povezivanju između arhitekture i urbanizma i društvene stvarnosti kako bismo ustanovili kako je jedno utjecalo na drugo. Modernizacija je bila v času socialistične Jugoslavije predstavljena kot vsakodnevni veliki skupni dosežki, ki naj bi razkrivali naprednost delavskega samoupravljanja. Življenje Jugoslovanov so zaznamovali megalomanski, skoraj utopični projekti na področju industrije, energetike, prometnih povezav in urbanizma. Na drugi strani je socialistični utopizem danes pogosto sinonim za neustrezno strukturo gospodarstva, ekološke probleme in socialna trenja. Pokušavamo ustanoviti na koji način se taj sistem reflektovao na izgradnju gradova, na arhitектuru kao profesiju, na svakodnevni život i pokušavamo istaći kvalitete koje su proizašli iz tog modela modernizacije. Neki od naših primjera su najveći gradovi bivše Jugoslavije kao Novi Beograd, kao bivša prestonica, Novi Zagreb, Skopje kao jedan izuzetno jedinstven primjer izgradnje grada u vrlo internacionalizovanim uslovima. Međutim, svi ti gradovi na neki način doživjeli su transformaciju i tokom samog socijalističkog perioda, naročito nakon njega. Recimo Novi Beograd, koji je zamišljen kao monumentalni, reprezentativni, administrativni grad, postao je grad stanovanja. Razstava predstavlja številne arhitekturne projekte, od turističnih eksperimentov na Jadranski obali, zasnov novih mest in predstavitvenih paviljonov na mednarodnih razstavah do razvpitih javnih zgradb in zgodovinskih obeležij v vseh državah naslednicah v obdobju med leti 1948 in 1980. U većini zemalja bivše Jugoslavije većina ljudi bilo stanuje, bilo ide u škole, bilo odlazi u muzeje koji su izgrađeni u periodu socijalističke urbanizacije. U tom smislu svi mi danas živimo negdje u nekom preostatku nedovršenog socijalističkog modernističkog grada. Pri tome naravno ne treba izjednačavati socijalizam i modernizam. Jedan i drugi su naravno sudjelovali, ali su imali svoju autonomiju. Namen pričujoče razstave v Umetnostni galeriji Maribor je tukajšnjo regijo uveljaviti tudi kot prostor avtentične projektantske imaginacije in izvati v mednarodnem prostoru uveljavljeno monolitno prepričanje o obdobju urbane modernizacije v nekdanji Jugoslaviji. Na području bivše Jugoslavije ima puno jedne solidne arhitekture u kojoj živimo i danas. Uz to postoji nekoliko izuzetnih arhitektonskih dostignuća koji bi se trebali upisati u internacionalnu kartu moderne arhitekture. Slovenska arhitektura i hrvatska arhitektura postižu i internacionalne uspjehe i uspjeli su zadržati taj kontinuitet modernosti. S druge strane, ovaj istočni dio, nažalost, zbog različitih društvenih okolnosti doveo je do toga da se arhitektonska kultura negdje povukla u defanzivu i trenutno negdje vegetira na rubovima društva. Zgodovina območja nekdanje Jugoslavije in njeno socialistično obdobje sta še relativno slabo raziskani področji. Manjkajo celovite interpretacije in po mnenju kustosov razstave lahko ravno razvojni procesi modernizacije osvetlijo globalne razsežnosti tega heterogenega ozemlja. Dragi gledalke in cenjeni gledalci, prišli smo do konca naše tokratne valentinovske oddaje Glasnik. Naj vas v tem tednu zapeljeta kultura ljubezni in ljubezen kulture, mi pa se vidimo spet prihodnji teden. Nasvidenje!